No, predlagam, da gremo kar naprej v tej zadevi in sicer v ta prvi del, kdo v Sloveniji usmerja delo policije. Veste, imamo velike probleme s policijo in s pristojnostmi njihovi, ki jih absolutno ne razumejo. Torej, policisti so čist nešolani. Policisti smo že sicer obremenjeni za nalogami, ki jih nam nalaga zakon. Občasno še dobivamo v realizacijo naloge, ki jih zakon nam ne predpisuje, pa smo primorani te naloge izvajati, ne glede na to, kakšna je kadrovska situacija v policiji. Kadrovska situacija v policiji je v slaba. Tako kot je šolan njegov nešolan, njegov nadrejeni in še nadrejeni in potem na vrhu mogoče kakšen zakon ve, pa še to ga dela tako, kot se mu zljubi, ker mi tako to delamo, pri nas se to tako dela, ne? Vsi ti ljudje se obnašajo, kot da so na oni strani zakona. Mi smo v zakonu, oni se pa obnašajo in nas ocenjujejo, kot da smo mi tam ene kure, ki nas morajo, kadar jim pa še v stajico postaviti. Ja, zaprt, zaklent, štrafat. In veste, lokalna skupnost deluje pa precej drugače. Tukaj bom še enkrat povedal, vloga župana pri delovanju javnih služb. Vloga župana pri delovanju javnih služb. Župana katerega koli kraja. Ali je župan odgovoren za ravnanje policije? Vloga župana, gledajte, v slovenskem lokalnem samoupravljanju je izjemno pomembna. Tega se sploh ne zavedamo, zato ker ga nikoli s policijo ne povezujemo. Je pa tisti, ki v kraju usmerja na ljudi, ki so mu na poto. A ne? Lahko, zakaj pa ne? Saj je odgovoren za delovanje vseh javnih služb v občini, vključno s policijo. Vendar, tako jaz pravim, slišimo očitke, da župan lahko zlorablja svojo funkcijo in moč za osebne interese ali interese določenih skupin. Veste, to pa vse pelje v nepopisno diskriminacijo in trpljenje ljudi v kraju in pojavlja se nepravično ravnanje policije in drugih javnih služb. No, in ko smo že ravno tukaj, bi vam rad zastavil vprašanje, lahko mi nekdo odgovori, prosim, lahko mi odgovorite, kakšna je razlika med policistom, inšpektorjem, redarjem, skratka, mestno policijo in tako naprej. Kakšna je razlika med temi službami? Ali pa kaj jim je skupnega? Vseeno. A veste kaj? Vsem se reče, da so varuhi zakona, da bomo skrajšali, da vas ne mučim preveč. Te službe imajo različna imena, ampak vsi delajo v okviru zakona in to so varuhi zakona. Zdaj pa vi meni povejte, kako naj bo nekdo varuh zakona, če sploh ne pozna ne ustave, ne zakona, potem ne pozna ostalih predpisov, ki bi morali biti usklajeni po 153. členu Ustave Republike Slovenije in delajo tako, kot oni delajo izven zakona. V interesu nekih skupin, ja, ki si iščejo, bom rekel, bonitete skozi razne stvari, razne dogovore, razne podkupnine, ampak o tem kasneje. Zdaj nocoj, ne bom predolg, obljubim, ampak toliko, da vam razsvetlim malo, kaj se pravzaprav dogaja, ker v tem eseju, v tej zgodbi, ki je resnična iz mojih izkušenj in iz izkušenj, kar pišemo dnevno po 4-5, ne vem, več pritožb, ker dobivajo naši člani, a ne, in hvala Bogu, da smo v društvu, da si stojimo ob strani in si pomagamo, se bomo osredotočili na vprašanje, zdaj, kdo je pa glavni v kraju, ko te policist napade, ko te redar pride, ali pa ti zdravnik ne ponudi oskrbe, na čigavi črni listi si, a ne? In tu nastane dejansko zelo, zelo velik problem, ker tisti, ki je neposredno odgovoren za ravnanje policije, kakšna je njegova vloga pri zagotavljanju dobrega upravljanja in seveda uveljavljanje pravičnosti v lokalni skupnosti. Dajmo pogledati to skozi 4 točke. Prvo točko bomo rekli, bom povedal, zdaj bom 4 točke naštel, potem jih bomo pa malo razdelali. Neposredna odgovornost župana za delovanje policije. Zakaj? Zato, ker je on tisti, ki v kraju daje usmeritve, ker je policija v njegovem kraju. Druga točka si bomo pogledali diskriminacija in vloga župana, kaj lahko on
kateremukoli prebivalcu v kraju naredi, ne da bi vi to vedeli, ker policija pride k vam. Ja? Pa vas lahko anonimno se prijavi in ne veste, kdo je v ozadju. Točka 3. Odgovornost župana za delovanje vseh javnih služb. Šola, vrt, skratka vse, kar funkcionira, od javnih, vsega, občinskih podjetij in vsega. Tako da, gledajte, to so stvari, ki jih bomo zdaj pogledali, in pa razlika med vlogo ministrstev in vlogo župana v kraju. Tako da boste vedeli na nacionalnem nivoju, kako policija dela in kako dela na lokalnem nivoju. Zadeve so precej akutne, kot smo videli tudi iz tega našega videoposnetka, se vidi, kako so ljudje v težavah, in jaz verjamem, da policistom, če v glavi na vrhu gor ni v redu v vodstvu, da tudi pri njih ne more biti v redu. Veliko ljudi je odpuščenih in je preko 400 ali ne vem, preko 700 policistov je zapustilo, službo se prekvalificiralo, okrog 65 so dobili pa novih zaposlitev, tudi kadrovni primanjkljaj je zelo velik. Ne. No, dajmo pogledati, gledajte, policija v prvi vrsti je državna inštitucija. Naloge in pristojnosti policije pa so določene kje? Na državnem nivoju. To je prva stvar, v zakonu, ne, kjer se ga moramo vsi držati, tudi oni. Župan kot tak sam, veste, pa nima neposredne direktne pristojnosti nad policijo, ker je policija podrejena Ministrstvu za notranje zadeve. Kljub temu pa ima župan v lokalni skupnosti, kot smo že ugotovili, pomembno vlogo pri koordinaciji med različnimi službami, vključno s policijo, in skrbi za varnost in skrbi tudi za red v občini. Včasih celo pretirano, ker so v ozadju interesi. To pa pomeni, da ponovim, da župan ali pa njegov namestnik ali pa kak drug višji uradnik lahko vpliva na neposredno prednostne naloge policije na način delovanja z lokalno skupnostjo. Je pa res, da župan ne more neposredno ukazovati policiji, kako naj deluje ali koga naj preganja, lahko pa usmerja. Vsi pa vemo, kako je bilo, ko smo imeli epidemijo, je zakon rekel tako, WHO je dal usmeritve, ampak vse usmeritve so po nas tolkle. Točka 2. Diskriminacija in vloga župana. Poglejmo si malo skozi to prizmo. Če se prebivalci občine počutimo diskriminirani, preganjani strani policije, kar se dogaja tudi pri nas v društvu, pa članom, pa državljanom, pa marsikomu, je pomembno razumeti, vseeno je pomembno razumeti, da ni nujno posledica neposrednega vpliva župana. Če nekdo na neki razlom se napije, mislim, lejte, tle so stvari, ki jih je treba ločiti. V večini primerov recimo so takšne situacije posledice širših družbenih ali sistemskih problemov. Nekdo ne dobi socialne ali pa je na sodišče izgubil, razumete, ampak to je, gledajte, spet en vpliv, ki pa je se zgodil v tistem kraju samo po vodi, vzvodi, nitke so drugačne. Celoten sistem, enkrat je socialna zafrkava, enkrat je banka zafrkava, enkrat zdravnika ne dobiš, enkrat je policaj ustavi, skratka, ampak vse te niti ima v rokah kdo? Župan. Zdaj pa, napačna raba pooblastil znotraj policije je pa velik problem, zato ker si drugemu ščitijo napake. In to je najhujše. In na koncev, kljub temu, da smo rekli, da ima možnost župan, ne vem kaj, komu narediti, ampak je tudi njegova naloga, da si prevzame odgovornost za pravice svojih občanov, a ne? Če ga policija lomi, naj se župan, če že je župan, zavzame za pravice svojih prebivalcev in zagotovi, da so vsaj te javne službe, vključno s policijo, odgovorne za svoja dejanja in ravnanje, če delajo narobe in kršijo zakon ali pa ne poznajo zakona. Pa mi, državljani, moramo zdaj to njih učiti, prebivalci, državo. In v tem kontekstu mora, jaz pravim, župan igrati ključno vlogo pri opozarjanju na nepravilnosti, ne samo prebivalcev, ampak predvsem javnih služb, ker je on tisti, ki jih vodi in usmerja. Ne pa, da opozarja prebivalce, kaj vse narobe delamo, pa pošlje še policijo, da nas še dvojno štrafa, pa položnice letijo z vse konce, že tako plačamo prispevke, davke, ne vem kaj vse. Potem pridejo pa še globe.
Točka 3. Odgovornost župana za delovanje vseh javnih služb. Kot smo rekli, poleg policije in usmerjanja policijskih uslužbencev, policistov, je župan odgovoren za delovanje vseh javnih služb. Socialne službe, zdravstveni domovi, šole, vrtce in tako naprej. Njegova naloga je zagotavljanje, da te institucije delujejo v najboljšem interesu občanov in da so storitve dostopne vsem prebivalcem, ne pa da sredi Ljubljane količek za količko in ne moreš storitve opraviti. Mesto se zapira, pa ne samo v Ljubljani, tudi ko sem objavo naredil na družbenih omrežjih, se mesta zapirajo povsod, v Celju, v Novem mestu, v Novi Gorici, kjer hočete, Piran, Koper, povsod so stebrički. A veste, da gre za protipravno omejitev gibanja? Ker jaz se lahko gibljem s kolesom, lahko se gibljem z avtom, lahko se gibljem tako ali drugače, in če ne morem si dostave narediti do doma, je to oviranje gibanja. To je najhujši možni prekršek, ki je. Če pa hočem do tja priti, moram pa dati številko avta, kaj vozim, kdaj bom, in on mi postavlja uro. Moje življenje je pa čisto drugače. Mora župan to rešiti malo drugače. Mi se bomo proti temu borili in bomo skušali to izpodbijati, zaradi tega, ker to presega vse meje dobrega okusa. In da se grejo vse te zakonsko predpisane naloge od ustave navzdol, subsidiarni zakon. A ne? Ustava je krona zakona in zagotovljena je svoboda gibanja, svoboda besede. Ne pa 200 let star medijski zakon, ne? Gospa Asta. Ja, bi nam vsem jezike odrezali. Fajn, zanimivo. In glejte, vsa sredstva, ki jih občina dobi, da se uporabljajo transparentno in učinkovito, ne pa da nas skrivaj montirajo kamere, nas opazujejo, poslušajo, štrafajo, postavljajo na cestah pasti in tako naprej. To ni dobro. Smo že pri točki 4. Glejte, razlika med vlogo ministrstev in županom. Tukaj je treba pa nekaj razumeti. Razliko med vlogo je to, da ministrstvo, kot je recimo Ministrstvo za notranje zadeve, pa vzemimo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in druga ministrstva, so odgovorna za oblikovanje nacionalnih politik. Zakonodaja, nadzor nad izvajanjem teh politik, to vse izvaja država. Ne? In 144. člen v ustavi, kaj pravi, čakajte, ga bom kar prebral, je zelo zanimiv. Samo moment, evo, moja lepa ustava. 144. člen, to je v področju lokalna samouprava, to je v področju lokalne samouprave. In 144. člen pravi, državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. Zdaj, kje pa so ti nadzori? Kdo pa nadzira župana? Državna uprava, samo je treba župana prijaviti. Ker vi mislite, da se župana da prijavci, zapomnite en rek, ki vam ga povedal, sicer ni slovenski, ampak ga tudi ne znam posloveniti, ker se zelo fajn sliši, uvek ima iznad popa pop. Uvek ima iznad popa pop. Morate iskati zmeri višjo inštanco. Če ne veste, kdo to je, se pozanimajte, pogooglajte in tako naprej. Tako kot smo rekli, država nadzira, župan pa je odgovoren za implementacijo politik na lokalni ravni. Kaj to pomeni? Da ima absolutno župan določeno avtonomijo. Vendar mora še vedno delovati znotraj okvira, ki ga določajo nacionalni zakoni in nacionalni predpisi. Posebej takrat, če država da denar občini. Če ga pa ne da, se pa lahko lokalni prebivalci nad zakonom seveda uprejo in si naredijo svoj lokalni zakon, ki bo pa čim manj v nasprotju z nacionalnim, zato ker vsak kraj ima neke svoje posebnosti. Ne moramo se kar tako iti za vse enako. Vsem jezik odrezati, vsi biti tiho, vsi se cepiti, nobody will be left behind, pa kje smo to še videli, pa poslušajte, pa kdo bo nam narekoval, kaj bomo mi delali? Kdo je tisti, ki bo nam narekoval, če mi za njih delamo, pa jih plačamo te ljudi, zdaj bojo pa oni nam narekovali, kaj naj mi delamo, ali pa ne delamo, ko nam ne dajo dela, pa dobiš tisti denar, pa moraš sklonjeno glavo hoditi, zato da boš naslednji mesec dobil tistih 200 evrov za pivo, za položnice, pa okoli fehtal. A ne? Ključno je razumeti, da župan, še enkrat,
ni neposredno odgovoren, ponavljam, za delovanje policije, a kljub temu igra pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se vse javne službe v občini, vključno s policijo, delujejo po vseh dobrih pravilih. Če župan ne more neposredno vplivati na operativne odločitve policije, pa lahko in mora biti glasen zagovornik pravičnosti in enakopravnosti v okviru vseh, ki v bistvu delajo in se vključujejo v lokalno skupnost. In naloga župana je, da v lokalni skupnosti, poglejte, vzpostavi kulturo odgovornosti, kulturo preglednosti, kulturo javnih poročil. Poglejte, se strinjate, tle bomo dali kamero in vsi v kraju vemo, kje so kamere. Ne pa tle zdaj na občini Ljubljana tožba, že ne vem koliko časa, je nekdo zahteval izpis kamer, kje so, in župan tega ne pove. Zakaj že? Ne vem. Ja, to je problem. In vse javne službe, morate pa vedeti nekaj, vse javne službe. Zakaj vi ne smete pisati na kuverto, ko odgovarjate v ustanovi, policija, pa naslov sodišče, pa naslov občina, pa naslov zdravstveni dom? Nikoli tega ne pišete, zato ker zdravstveni dom je zgradba. A vi zgradbi pišete? Ljudje božji, pišite na ime in priimek, ki je spod podpisan, najprej napišete ime in priimek, ime ustanove, potem pa naslov. Takrat, ko dobi človek osebno pošto, tisti uradnik, ki vam je pisal, šele takrat lahko ustavno pravilo iz drugega odstavka 26. člena neposredno odgovorno zahtevate. Če pa vi pišete okrajno sodišče, policija, pa nihče tam ne odgovarja. Če glih vam ljudje pišejo, ampak policija ne more odgovarjati. Zakaj? Zato, ker v policiji so zaposlena imena in priimki, ki odgovarjajo po zakonu, in tle se skrivajo za to ustanovo, da boste razumeli, kaj pomeni pravna oseba. Policija DOO, sodišče DOO, ampak not so uslužbenci. Na uslužbenca se morate obrniti. Dajmo malo pogledati, zdaj smo pogledali to strukturo teh 4 točk. Ampak, kaj se tu znotraj tega zdaj dogaja? Jaz bi z vami rad podelil, da so te stvari lahko tudi malo drugačne. Dajmo v 2 korakih razčleniti to zadevo. Kako bi moralo biti in kako se v resnici dogaja. Torej, kako bi morala biti? Torej, po zakonu, pravilih, predpisih ter uradnih arhivih v Sloveniji policijo usmerjajo in ji dajo navodila različni organi, inštitucije, zakon, naloge, uradi, odvisno od narave njihovega dela, ali je pravosodni policist, ali je policist, ki izvršuje sodne naloge, ali je policist, ki je na cestni patrulji, različno, ne? To so vrste dejavnosti, ki jih upravljajo poleg načelnika policijske postaje in župana, in pa seveda kraja ter pa tožilstvo. Seveda obstajajo tudi drugi pomembni akterji, ki vplivajo na delo policije. Absolutno vplivajo, predvsem tožilstvo usmerja delo v kazenskih dogodkih in tako naprej. Ključni akter, kdo je tisti, ki je pa ključni, ki usmerja policijo, to je pa generalni direktor policije. Torej, generalni direktor policije je pa najvišji uradnik v slovenski policiji in ima pristojnosti za usmerjanje in nadzor nad delom celotne policije. Ampak kaj češ s takim direktorjem, ki je tudi on usmerjen, ki je tudi on koruptiran, potem je pa vsa policija taka. Če ravno, gledajte, njegove naloge vključujejo kaj? Odgovorne naloge, sprejemanje strateških odločitev policije, delovanja nacionalno, koordinacijo med različnimi policijskimi enotami, zagotavljanje izvajanja državne varnosti. Jaz ne vem, zakaj ne pošlje policijske preiskave na statistični urad, ker naši podatki osebni državljanov odtekajo v eno skandinavskih držav, kjer s temi podatki potem delajo statistiko in jo pošljajo v Eurostat in s temi nacionalna varnost ogrožena. Veste kako? 250 ljudi dela na Statističnem uradu Republike Slovenije, ki dobivajo podatke od vas. Kaj gledate na mobitelu, pošilja Telekom. Kakšen je vaš bančni račun, pošilja banka. Iz občine dobijo vse, a ne? Arhiv, policija pošilja, sodišče pošilja, kje ste bili kaznovani, kje niste bili kaznovani. Pika kartica, smo rekli.
ko kupujete ženske, ne, dobite za 2 evra, za 2 evra podarite seveda statističnemu uradu in Evropski uniji za 2 evra, kaj ste kupili, koliko ste kupili, pa kdaj ste kupili, pa kaj doma jeste. Skinite te stvari v stran. Okay. Generalnemu direktorju sledi Ministrstvo za notranje zadeve, saj je policija del Ministrstva za notranje zadeve, zato minister za notranje zadeve prav tako igra pomembno vlogo pri usmerjanju dejavnosti. In on pa kaj? Minister je pa tisti, ki pa sprejema nezakonske zadeve, ampak politične. In tukaj je največji problem, ker vlada in interesne skupine, ki vplivajo na vlado, lahko predsednik vlade vpliva na ministra s to politiko, potem pa ta politika ministra pritisne na generalnega direktorja in potem vsa policija postane politična. Policija postane politična in to pa seveda ni v redu. Take smernice in navodila generalnemu direktorju policija ne bi smelo biti. Generalni direktor mora biti tak, ki točno loči, kaj je politična smer in kaj je zakonita smer, kaj se sme, kaj se ne sme. In da sebe ne izvzema iznad zakona, ampak da je tudi on v skladu z zakonom. Dalje, policija sama, gledajte, preko notranjih navodil, pravilnikov in vsega, kar že imajo, ima pa seveda še svoja pravila. V strukturi, to so pravila in postopki, ki jih policisti morajo upoštevati. Žal vsi vseh ne poznajo. Ne poznajo pa tistih ključnih, ko se srečajo z mano, s tabo, na cesti, ko ga vprašaš, kako se piše, kako mu je ime, in ko ti mora on najprej se predstaviti, reče, ja, tu je pa številka. Hvala lepa za številko. CR, centralni register, v redu, zapišite si to številko, ampak moram vam dati kartico in veste še kaj. Vsak policist vam mora pustiti toliko časa, kolikor ga potrebujete, da si v miru zapišete njegove podatke. Ime, priimek, katere policijske postaje prihaja, kolika je njegova CR številka, kdaj vas je ustavil, ali pa celo poslikati imate pravico. In snemajte, seveda vse snemajte. Absolutno morate vedno vse snemati. To, gledajte, pri vsakodnevnem usmerjanju policijskih pozornosti, ko oni rečejo, zdaj bomo pa naredili po vsej Sloveniji alkotest, recimo, ko pride Martinovo, s kakšno pravico oni predvidevajo, da sem jaz pil tudi, če je Martinovo. In me ustavi brez sodnega naloga, brez sodne odredbe. Oni si kar vzamejo pravico in ustavljajo, ne? In če ti odkloniš, ti kazen nabije. Ja? Takega policista je treba samo kaznovati, mu poslati položnico, ga dati na sodišče. In nikoli ne pišite policiji, v odgovor pišite na ime in priimek tistemu policistu in tistemu uradniku, ki je podpisan, ali pa policista direktno prijavite sodišču, na sodišče ali pa državnemu tožilstvu za kršitev zakona. Ne? Obvezno. Ja? Tako da, lejte, to so stvari, ki pri vsakodnevnem usmerjanju policije je nujno, da smo na to pozorni in da poznamo zakone. Ne smejo vas preiskovati, poskus preiskave, kot ti reče, že za osebno je kazniv, če nima sodne odredbe na tvoje ime, kjerkoli. Nima veze, je to cesta, pločnik, ne smete pogledati. Razen, če so izredne razmere, razen, če so stvari, kjer se zgodi kriminal in se znajdeš v tem območju in ti pojasni, so pa stvari seveda precej drugačne. Ne? Pri vsej tej zadevi pa seveda ima sodišče pomembno vlogo pri usmerjanju policije in to so pa stvari seveda drugačne, ker je treba kakšen kriminal, umor, kakšne druge stvari razrešiti v primerih, ko gre za izdajo sodnih nalogov. Sam policija ne more kar tako, veste, sodnega naloga dobiti. Tudi tožilec ga ne more kar tako dobiti, mora biti že res hudo. Nalogi za hišne preiskave ali odredbe za pridržanje morajo biti že hude stvari. Ali si pa hude stvari namislejo, komu naprtijo stvari, mu potaknejo dokaze, če ga hočejo shecati. Zdaj tu pa v ozadju je lahko pa nekdo, ki ogroža pa celo strukturno mafijo. Takrat se pa to zgodi. Lejte, sodniki lahko od policije, seveda, ki usmerjajo, zahtevajo kaj? Izvajanje določenih dejanj v okviru kazenskih postopkov. That's it. In kdo je še naprej v zvezi z usmerjanjem policije? Ne smemo pozabiti na Državni zbor, ki smo ga ravno kar gledali v video. In Vlado Republike Slovenije, kjer smo videli predsednico Državnega zbora.
Ti ljudje imajo vpliv na zakonodajo in urejanje seveda delovanja policije. Državni zbor lahko sprejema zakone, druge predpise, ki določajo pravila delovanja policije. Ste slišali, kako se je policist pritožil, da poleg zakonskih nalog, ki so že tako ali tako težke, jaz vem, da so težke, vem, da se s tem ukvarjajo, in med tem, ko vlada preko svojih usmeritev in odločitev tako vpliva na policijo, lahko naredi več škode kot koristi. Ampak o tem bodo spregovorili pravni strokovnjaki, ki postavljajo pač ta pravila, ali pa profesori na pravni fakulteti, ali pa še kaj drugo. In potem so pa še tukaj druge stvari. Ne smete pozabiti na neodvisne organe, nadzorne organe. Recimo lahko vam policijo pošlje nek inšpektor, pride s policijo, ali pa socialna služba, ali pa ne vem, še kaj. Varuh človekovih pravic, če ga vzamemo, ki je v bistvu lev, ki nikoga ne sme ugrizniti, lahko pa izreče samo priporočila policiji. V primeru pa, ko gre za domnevne kršitve človekovih pravic, vsaj upamo tako, da je temu tako, pa lahko policijo seveda tudi opozori in usmeri. Vprašanje pa, koliko ga poslušajo. Zdaj, če je res temu tako, kar smo povedali, kaj tej strukturi, si poglejmo koruptivne možnosti in vpliv na policijsko usmerjanje od vrha navzdol in kakšne so posledice. In že smo pri nadaljevanju koruptivnih dejanj v policiji in vpliva na njeno delo, kjer se lahko začne na različnih ravneh. Glejte, to se širi od vrha navzdol, tako kot ponavadi. Do operativnega osebja na cesti. On mora delati, kot se mu reče, na cesti, zdaj pa je to v skladu z zakonom ali ni, o tem presoja pa tisti, ki mu je to naročil, in potem mu tudi tisti hrbet drži in piše potem laži in ga krije, če kaj narobe naredi. In tukaj je nekaj načinov korupcije, možnosti vplivanja na odločitev policijskega koruptivnega delovanja. Prvi koruptivni je politični vpliv. Če bi politiki ali visoki vladni uradniki, kot je minister za notranje zadeve, pritiskali na generalnega direktorja, kar sem že prej povedal, policije, ali na nižje rangirane uradnike, da izvajajo dejanja v korist političnih interesov, ki niso državni, ki niso ustavni, ki niso zakoniti, ampak politični interes neke politične stranke, neke skupine, ali proti političnim nasprotnikom, kar se dogaja, to predstavlja, glejte, obliko nedenarne korupcije, ideologija. Prikličimo si v spomin čas covida in plačilne dodatke, recimo za farmacevte, policiste, skratka za vse, za preganjanje tako imenovanih neposlušnih državljanov, ki smo se zoper stavili odlokom, ki so najbolj krvavo vladanje brez zakona. In z odloki je tudi policija se spravljala nad nas in zato je bilo vsako dejanje policije čist vsako nezakonito. In pa drugi varnostni organi, ki so prijeli vsa ta gnila navodila z vrha. In takrat je odloke pisal Janša. Gnile odloke mu je pisal pa kdo? Direktor policije, ki je pa seveda lovec in je streljal na nas z odloki. Grozno. Dalje. Zatem koruptivno dejanje navedem lahko recimo neposredne intervencije interesnih skupin. To so zdaj interesne skupine, vplivni posamezniki v Sloveniji, ki stalno, nenehno skušajo vplivati na odločitve. Na lokalni ravni, naprimer s pritiskanjem na župana, načelnika policijske postaje ali pa na druge. To pa vključuje zahteve v policijskih krogih po ukrepanju v določenih primerih ali pa po usmerjanju policijskih virov v točno določeni smeri. Ja? In to je korupcija, ki koristi točno tej skupini ali pa enemu posamezniku. Jaz se še danes sprašujem, zakaj je župan na nas nahojskal tukaj v pisarni redarje in policijo, da so nas pretepali. Kdo je nahujskal iz Novega mesta, ki sploh nimajo pristojnosti, da so prišli k nam v pisarno in nam so opremo prebrali, pa še
po 2 letih pa pol še vedno niso vrnili ne računalnikov, ne mobitelov. Zato, ker nismo odlokov poslušali, ki so nezakoniti in so nezakonito vstopili policisti in se tega zavedajo. Ampak mi čakamo, mi smo jim dali pokoj, nam lepo čas v našo korist teče. Jih bomo še počakali. Glejte, nekatere redke primere, ki jih policija zaradi glasnih zagovornikov pravice. Jaz sem en tak, jaz povem na glas. Ne more prikriti določenih stvari, pa naša članica Viktorija, ona pove na glas in napiše. Pa še veliko nas takih je, ki si zdaj že upamo, kaj povedati po 4-5 letih informacij in učenja in informacij. Ko pride tako daleč, da je že nevarnost, da kakšna stvar pristane v medijih, pa še to, samo takrat, ko ne morejo več skriti pred javnostjo. Drugače pa uničijo ali finančno, ali psihično, ali fizično, samo da ne pride ven njihov drek. Koruptivne dejanja v policiji je tudi pomanjkanje nadzora in transparentnosti znotraj delovanja terenske policije, ki je pa najhujše, tam je največ napak. In če ni učinkovitega nadzora, in če ne spoštujejo zakona, in če ste ljudje tiho in ne prijavljate, se ta koruptivna dejanja množijo, se povečujejo, vedno več muh je na dreku. Ja? Če notranji nadzorni organi policije ne delujejo učinkovito ali morda prikrivajo, skrivajo to, kar so drug naredili v nekaterih primerih, pa celo sodelujejo pri zakrivanju koruptivnih dejanj. A veste kaj? Je to neprimerno, nezakonito policijsko dejanje in iz dneva v dan opažam, da je svetla izjema, če kdaj sploh kaj zakonitega policija naredi. V skrajnem primeru evidentno prihaja do neposrednega podkupovanja policistov, tako da mu nekdo da denar na cesti ali pa kakšno drugo uslugo ponudi, da mu policist odpusti, ne vem, kakšno virtualno kazen, ki so si jo izmislili in tako naprej. To so finančna darila, druge poslovne, politične funkcije, pozicijske ugodnosti v zameno za spregled kaznivega dejanja, ki si ga naredil na škodo drugega in to ostane nesankcionirano, on, ki je pa doživel kaznivo dejanje, pa trpi. Policist si da pa v žep ali denar ali pa ugodnost. Glejte, tega imamo dovolj. In zdaj še čist na koncu, korupcija kot mreženje. Mrežni marketing znotraj, veste kaj, policije, a ne? Čist po domače. Zasegli so kamion denarja, vsi so tiho in si denar med sabo talajo, ali pa droge, pa se vsi drogirajo noter. Vse ste videli prej na videu prvega poslanca, se je bil, jaz ne vem, je bil pijan ali pa je bil na nekih substancah. Na videu se vidi. Te ljudi je potrebno najprej pregledovati. Ja, kakšen vtis pa nam dajejo pred javnostjo pa pred svetom? Dobro, najhujši problem so neformalni odnosi med uradniki in lokalnimi vplivneži. Neformalni odnosi, neformalni sestanek, neformalna večerja, neformalna srečanja, zakrito dogovarjanje. In to definitivno vodi do nepotizma, klientelizma, kjer so imenovanja in odločitve narejena na podlagi osebnih povezav, namesto na podlagi realnih zaslug in zakonitosti. Hvala lepa